Gospod Pogačnik, kandidat za ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Tako je, da. Lep pozdrav. Zanima me, kakšna je vaša vizija za nadaljnjih 4-5 let v kmetijstvu oziroma na tem resorju? No, kmetijstvo, gozdarstvo in prehrana to je izjemno obsežni resor. Pokriva številna področja in je zelo težko na kratko to odgovoriti. Vsekakor pa se moramo zavedati tega, da je po vstopu Slovenije v Evropsko unijo se politika kmetijstva dela v Bruslju, v Sloveniji pa seveda imamo izvrstno stroko, ki pripomore k izvajanju te politike. Tako da bomo še vedno v veliki meri odvisni, ali pa skoraj da popolnoma odvisni od odločitev, ki bodo sprejeti v Bruslju, kjer pa seveda imamo svoj glas in kjer lahko seveda zastopamo tudi svoja posebna nacionalna stališča. Mislim pa, da je na tem področju kar nekaj nalog, katere je treba v prihodnosti opraviti, ki so mogoče trenutno v malem zastoju in so aktualne, ker nas na to tudi vežejo obveznosti, pa če lahko začnem pri zakonu o promociji, pri zakonu o soobstoju genetsko spremenjenih rastlin in rastlin v kmetijstvu, pa seveda priprava strategije razvoja kmetijstva na osnovi izjemno pomembnega dokumenta, katerega Evropska unija zdaj pripravlja, to je seveda zdravstveni pregled evropske kmetijske politike in seveda še bi lahko našteval. Ob tem moramo seveda obvladati tudi svoje nacionalne pomembne specifičnosti, to so pa problemi recimo zaraščanja, potem razvoj podeželja, ohranjanje poseljenosti, skrb za pravilno izboljšanje demografske strukture in še številna druga področja. Zanima me še nekaj, veliko se je govorilo v predvolilnem obdobju o ekokmetovanju. Imate tukaj tudi kakšne konkretne morebiti rešitve? Da, mi smo sprejetje strategije ekološkega kmetovanja v Sloveniji, to je dobro, seveda pa je potrebno, da sledijo še določeni izvedbeni akti in seveda je potrebno spodbujati in informirati ljudi o ustreznih ukrepih, ki pospešujejo razvoj ekološkega kmetovanja, tako da bomo lahko povečali to število in to je en izmed tudi vsebin, ki je zelo pomembna vsebina v koalicijskem dogovoru. Še nekaj me zanima, zelo se loči kmetijstvo in kmetstvo. Ali kmetijski minister lahko pomaga tudi kmetstvu? Jaz mislim, da za dobrim razvojem kmetijstva bomo predvsem pomagali kmetstvu in jaz menim, da se je treba zavedati, da je v Sloveniji kar 98% kmetije družinskih kmetij in ravno za te kmetije moramo stvariti take pogoje gospodarjenja, da bo tudi kmetstvo dostojno živelo. Za konec, se nam lahko ponovijo nore krave, kakšne hujše virusne oblike, HPV in tako naprej. Je to možno tudi pri nas? To je zelo zanimivo vprašanje. Vsekakor morate vedeti, da sprememba klimatskih razmer vpliva tudi na pojavljanje, bi lahko rekel, nekih bolezni, katere smo že skoraj da pozabili, pa če samo omenim zadnjo pojavo antraksa, pa seveda aviarna influenca, pa recimo bolezen modrigastega jezika. Številne so bolezni, katere prenašajo tudi vektorji, predvsem krvosesni insekti in ti vektorji seveda prihajajo ravno zaradi spremembe klimata tudi v naše področje. Da, možno je, da se bodo pojavljene nove bolezni, zelo pomembno je, da seveda inštitucije, ki so to pristojne, skrbijo, da bomo poznali in obvladali te bolezni, pa ne samo mi, vendar tudi vsi tisti, ki seveda jim preti nevarnosti iz naslova teh bolezni. Se veselite resorja? Rekel bi, da vsaka taka nova dolžnost je vedno izziv in moram reči, da sem se vedno veselil delovati na velikih programih in seveda vodenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je velik program in velik projekt. Zato se ga veselim. To me je zanimalo zaradi tega, ker je gospodarska kriza v svetu, ali je tukaj tudi ta recesija lahko v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani mora biti usodna za kakšne ljudi? Jaz bi rekel tako. Kljub vsemu mislim, da Slovenija kot majhna država in kot neto prejemnica sredstev iz evropske blagajne do leta 2014 ima določene prednosti in mislim, da je na tem področju, če bomo znali pravilno uporabiti vse mehanizme, ki nam jih ta politika omogoča, pravzaprav nekako dost ustrezno, ne rečem najbolje, ampak ustrezno poskrbljeno tudi za dobro preživljanje kmetijstva. Vidite, da se napovedi, ki so bile do leta 2004 izrečene, da bo kmetijstvo propadlo, da se to ni zgodilo, niti ne področje živilske industrije, če lahko tako rečem. Najlepša hvala. Prosim lepo.